Gospod Šoltes, lahko ena izjava. Zakaj se recimo niste začeli z revizije na Bujem, če ste bili član medresorske skupine za ustanovitev? Mi smo včeraj danes po eno stran obrazložitev, zakaj pravzaprav ni razlogov za kakršnokoli odločitev. Gre za to, da smo revizijo začeli že pred približno malo manj kot enim letom, da ima revidiranec praviloma 8 dni časa od sklepa uvedbe revizije čas za kakršnokoli ugovor, in da pravzaprav gre za dejstva, za katera se ve, recimo, če rečemo od leta že 2009, in sodelovanje v tej medresorski skupini je bilo usmerjeno predvsem v pravzaprav razpravo o oblikovanju te institucije kot potrebne za varovanje javnih financ, za pravzaprav preprečevanje gospodarskega kriminala. In moje delo je bilo predvsem usmerjeno v to, da se poišče možnost za spremembe kazenskega zakonika, s katerim bi se zaščitilo tudi javne finance, ko gre za njihovo škodovanje. V praksi vidimo pa kar veliko takih primerov. To bi vas še vprašal. Veliko v zadnjih dneh, oziroma konkretno od včeraj, ko ste poslali osnutek, poslušamo o tem, da so ugotovitve uničujoče. Je kaj na tem? Je to vsaj prava smer? Konec koncev slišati je, da naj bi v končni fazi to poročilo peljalo k še eni zahtevi za razrešitev. Mislim, da zdaj pa že toliko časa poznamo inštitucijo Računskega sodišča, da bi vsi lahko vedeli, da ko Računsko sodišče izda poročilo, ko izda mnenje, lahko potem seveda zahteva tudi posamezne popravljalne ukrepe oziroma izda priporočila, in šele, če popravljalni ukrepi niso izvedeni zadovoljivo, le v takem primeru gre lahko za hudo kršitev obveznosti dobrega poslovanja, potem za poziv za razrešitev. Mogoče samo za sekundo še glede izločitvenih razlogov. Sam zakon o Računskem sodišču določa izločitvene razloge, ki pa so vezani predvsem na neko razmerje z revidirancem, in torej te primere, ki jih navaja notranja ministrica, ni med njimi, kot rečeno, ni nobenih nepravnih, ne dejanskih razlogov za kakšno. Ste se v reviziji fokusirali na recimo samo oddajo, torej na teh 11.000 evrov, ali pa potem na same prijateljske naveze, Kresal, Pogačar, Senica? Računsko sodišče revidira tako pravilnost kot smotrnost, to je tudi v poslanstvu Računskega sodišča, in kot je razbrati že iz samega naslova naše revizije, je bil cilj revizije torej ocena tega celotnega postopka razpolaganja z nepremičninami, se pravi od tistega primera Litostrojskih do seveda te Dimičeve v smislu oziroma v luči tako pravilnosti kot smotrnosti. Iz povedanega navajate pač, da seveda osnutku sledijo tudi popravljalni ukrepi. Iz povedanega gre sklepati torej, da so zahteve po popravkih oziroma da ste ugotovili nepravilnosti. Ne, sem obzoril samo na teoretičen vidik, kaj pravi zakon, s tem nikakor nisem prejudiciral ne popravljalnih ukrepov, se pravi ne samo vsebino, ne morebitnih priporočil. Govorimo samo o primerih, če do tega pride, ko govorimo o kakšnih možnosti za vložitev kakšnih pozivov. O teži nepravilnosti danes ne boste govorili, oziroma dokler pač je faza osnutka? Seveda o teži in o pomenu se bo pogovarjalo na razčiščevalnem sestanku, ki bo sledil izdaji tega osnutka, potem sledi predlog revizijskega poročila, morebitni ugovori, odločitev o ugovorih in potem končno poročilo, in takrat seveda bomo lahko govorili o sami vsebini. Dobro, še nasplošno, minister Križanič, pa potem samouprava Darsa, tukaj se vaših priporočil ne ukrepajo, ste nekako pravzaprav frustrirani na Računskem sodišču? Frustrirani nismo, gre pravzaprav za odnos do inštitucij, odnos do prava, odnos oziroma tudi do finančne kulture. Na tisto, kar smo opozorili, je predvsem to, da se očitno postavljajo neki novi standardi, kar pa seveda ni dobro za zaščito javnih financ, predvsem v tem smislu, da potem revidirancu prepuščamo možnost, da se bo odločil, koliko nepravilnosti in nesmotrnosti še dopustno tolerirati, koliko ne. Opozarjamo pa na Računsko sodišče to, da mi seveda zagovarjamo to tako imenovano ničelno toleranco nepravilnosti in nesmotrnosti, ker če to dvignemo, potem lahko zdrvimo v nepredvidljive vode pri ravnanju z javnimi sredstvi, to pa je slabo. Ali pričakujete, da bo odreagiral AUKN v primeru Dokonikove? Mi smo z našim pozivom in pravzaprav z sporočilom za javnost, ki smo ga objavili včeraj oziroma danes zjutraj, tudi končali našo pristojnost, vse ostalo je seveda zdaj na drugih organih. Predvsem si pa želimo na Računskem sodišču, da se ta odnos do inštitucij počasi začne spreminjati
da se razume pomen in vloga posameznih inštitucij in da se torej ve, Računsko sodišče je vrhovni varuh javnih financ in to je zapisano tudi v ustavi. No, tako kot pri nekaterih prejšnjih bolj odmevnih revizijah so sedaj tudi prisotne določene diskreditacije, govorite o tem odnosu do Računskega sodišča, nekateri v dejstvu, da je bil sklep o reviziji NPU-ja sprejet junija lani in da zdaj po enem letu prihaja osnutek 14 dni pred glasovanjem o novem predsedniku LDS-a, vidijo nek tak zanimiv timing. No, zakaj? Če spremljate naše revizije in nekatere druge naše primere, bo se videli, da vedno nekdo najde neke klice, zarote in vedno so naše revizije ob nepravem času. Iz mnogoterih različnih pomenov. Če smo danes dali osnutek, ne, ki še ni torej dokončno poročilo, kaj bi želelo bilo, če bi 14 dni pred kongresom dali končno poročilo? Tukaj gre samo za osnutek. Torej, poudarjam, da očitno za tiste, oziroma očitno mnenje Računskega sodišča vedno pridejo ob nepravem času, kar je pa seveda tudi normalno, ker namen naš je kontrolirati, torej spremljati in bdeti nad potmi javnega denarja, kar pa seveda mnogim ni najbolj všeč. Hvala. Končno poročilo pa torej si... Ja, odvisno zdaj dogovor. Ja, se smo zdaj...